Se poglašam samo zato, da pokažem to lepo majčko. In hkrati tudi na planini Seča. Ker malo zavidam svoji babici, da je bolj točno skoraj ne bi mogel prijeti. Živijo, Peter spet z vami in dobrodošli v novem potepanju na kanalu V naravo. Danes sem spet na izhodišču pri telemu domu Trilobit v Javorniških Rovtah. In v bistvu imamo v planu nadaljevati turo, ki smo jo zadnjič zimo delala, pa pol zaradi megle nisva šla čist celega kroga, ki sem mislila. Danes bom pa ta krog dokončal. Kaj je lepo tlej. Pejmo. So dobili pa nove čolne. Ja, pa to, tale dom Trilobit je bil včasih, je bila postojanka oziroma tukaj so imeli karavlo, ja, tako karavla od graničarjev. To so bili pa, sem rekel, da se bom popravil, ker sem v enem od prejšnjih videov, ga bom dal desno gor, sem rekel, da so bili to, da je bila to policija graničarji, so bili pa le pripadniki JNA, se pravi naše nekdanje vojske. Po 10 minutkah pridem pa do razpotja, kjer je desno so šla zadnj zemo proti planini Stamare, pa tudi proti Vajnežu se gre, levo pa izvir Velikega Javornika, no. Mi pa nadaljujemo gor po točku Mali Javornik proti planini Seča. Tam bomo pa prišli tudi na mejo, pa bomo pa v bistvu skozi po meji hodili pa na Beleško planino bomo šli, pa samo počasi začeli spuščati nazaj. Prvih 20-25 minut je precej bučno, ko hodimo v Malem Javorniku. Zdaj je pa naenkrat tišina ratala. Je pa ponoči tudi na sveže malo snežilo. Tako da je to zimsko vzdušje po danes. Jaz sem se že ogrel. Se poglašam samo zato, da pokažem to lepo majčko. Mimo spomenika, pa kar navkrebar. Snežno odeja je vedno globja, me pa tudi zelo veseli, ko pogledam v nebo, da je čisto jasno in da ko pridem na greben, da me bo čakal sonček. Po kakšni urci se pa teren spremeni. Prihajamo pa proti planini Seča, ampak je še ne 20-30 minut. Se pa že veselim, da danes prvič letos krple sprobal. Kaj pa to? Tole tablo sem že prejšnjič omenil, ko so šla zima mimo, ampak mi je toliko zanimiva, da bom tudi v tem videu. Se pravi,
govorijo o gozdni meji pa o ekstremnih rastiščih. Gozdna meja v Karavangah je med 1600 pa 1700 metrov, drevesa pa od 1800 do 1900, se pravi samelci, ne drevesa. Je pa to meja, kjer povprečna dnevna temperatura vsaj 100 dni v letu preseže 5 stopinj Celzija. To mi je res zanimiv podatek. Zdaj je ratalo pa še bolj prijazno, ko je sonček prišel. Že prej ni bilo mrzlo, zdaj pa prav zelo toplo ratalo. Na razpotju smo in hkrati tudi na planini Seča. Čisto druga kulisa, kot pa nazadnje, ko sem bil tle, ko so bila zima, ko je bila megla. Tamle na sončku sem malo ustavil, bomo še kakšen let naredili. Pol je pa plan kar po grebenu iti po meji naprej, pa na Belsko planino, pa pol dol na Pustrovt, pa nazaj. Pogled proti slovenski deželi, ki je pod avstrijskim upravljanjem. Tole pa planina Seča. Tole so sicer avstrijske table, ampak nas povabijo proti Golici. Sicer kaže kaj levo, po markirani poti, in pa probo tlele gor iti po meji, vem, da je tudi pot, pa bomo videli, če je kaj zaraščeno ali vzdržvan. Zaradi telih poležanih borovcev bo tole bolj misija nemogoče, tako da bom šel verjetno kar okoli. Sem se vseeno kar po meji odločil, da bom šel. Bo izgleda šel sam, kar plimi bojo verjetno nagajali. Tle gre pa kar navzgor. Čeprav še nisem na vrhu, moram pa tole posneti. To je Vrtača, Stol pa Vajnež. Še malo pa na vrh, saj zdi se mi tako.
Tole je vrh, ki se mu reče Zijalke. Pa bo po mojem tudi najvišji, kar bom danes šel, ne vem, če bom še na tistgale plezal. Ali pa, saj imam cajt. Gremo še kaj. Kakšna panorama na mojo levo. Čeprav nismo ne vem kaj visoke, panorama veličastna. Tole so Julice, ne. Itak najvišji Triglav, tam je Škrletica. Tukaj naravnost najvišji je Kepa, tole je Golica. Po zadaj so Avstrijske Alpe. Tole je tudi neki gor, imajo radioamaterji, mislim, imajo nek zabojnik. Tistole zadaj je Košuta, potem Vrtača, Stol, Vajnež. V Ljubljani je pa spet megla. Koliko seksi. Sicer čisto proti soncu, ampak tamle se tudi Bled vidi. Sem šel zdaj malo na rob, ker sem se spomnil, da bi se lahko Bled videl. Sem se odločil, da grem kar naprej proti Belski planini, pa potem kele malo proti Golic, pa dol nazaj proti Rovtam in bo tale vrh ostal za eno poletno turo. Tukajle verjetno, če bi šel dol, bi prišel na pust Rovt, ampak bom šel še Belsko planino pogledat, da jo posnamem za mojo babico. Pa grem po malo daljši. Kakšen privilegij, da sem tle. Tole dol so Javorniške Rovte, naše izhodišče. Julici, proti Kepi pa Golici, pa Belska planina. Tukaj pa zdaj tudi pot pride iz planine Seča. Če ne bi šli po meji, bi tukaj prišli na Belsko planino. Kakšen pogled,
čeprav še enkrat vam moram tole privoščiti. Ker malo zavidam svoji babici, da je tlele otroštvo preživljala ob tem, kaj je pasla krave. Razgled je, ne vem, če sploh lahko lepši. Tamle se pa Blejsko jezero svetlika. Tlele bom pa malo postanka naredil. Tlele sem se zdaj zadržal kar kakšno urco. Zdaj bom pa tlele, se pravi, malo šel nazaj. Ene sledi sem prej videl, da so šle dol proti pustemu rovtu, tako da ne bom šel naprej po markirani poti. Gremo. No, to pa nisem vedel, gre zgleda kar orang pot iz pustega rovta do Bijeljske planine. Če no tale pot prav hiter desno zavila, pol ne bom šel na pust rovt, ampak kar nekam proti rovtam. Če bi bilo pa tudi za gor, toliko za banko, kot je za dol, bi bil pa skozi v hribih. Spet sem na eni planini, sam ne vem kateri. Razgled ima čudovit tale planina. Na teli planini sem prišel na cesto, ampak zdaj je kar eno bližnjico žgal. Čeprav ne vem, kam bom prišel, ampak sigurno bom v Rovtanu. Nova planina. Danes imam spoznavanje planin v Javorniških Rovtah. Kakšna pravlična hiška. Tale moja bližnjica me je pripeljala v eno strmo grapo, da pa to dol sledil. GPX bom dal pa po cesti naprej, pa pol po markirani poti do izhodišča. Super, zdaj pa sem spet na vlaki in tukaj je tudi ena hiška, tako da gremo naprej dol. Ta grapa me je pripeljala še do ene krasne planince pa hiške. In gremo pa kar dol. Prav povsod okoli mene šumi, potočki šumijo. Tole mi je vse neznano, nisem še nikoli bil tle, ampak po mojem bom prišel kar direkt do jezera, da sploh ne bom do pristave najprej prišel. Tle pa res vse potočke zaizene, pa v cevi speljane in elektrarne. Bolj točno skoraj ne bi mogel prijeti, ker sem tam na 50 metrov više imam pa avto parkiran. Zaključek pa tako, kot se spodob s pogledom na jezero. Še ena fantastična tura. Danes sem res užival s to uro, razgledi so bili, toplo je bilo, mudil se mi ni nikamor, res je bilo super, vetra ni bilo skoraj nič, tako da res vam priporočam tole turo. Poleti bom sigurno to ponovil, samo da bom malo daljši naredil, malo večji krog. To je to, kaj še reči, tura čisto nezahtevna, fizično nekaj srednjega, odvisno od razmerno, po snegu gazati malo težje, ampak je toliko bolj lušten. To je to, podrobnosti bojo dol, kakšno vprašanje, like in te zadeve v komentar
Pa hvala, ker ste ostali z mano do konca, pa se kmalu vidimo. Čau!